Ali se bo zavezništvo NATO, ki želi najti zahodno enotnost, kmalu razdelilo? V času vojne v Iranu sta bila ameriški predsednik Donald Trump in NATO pogosto v sporu. In zdaj je na mizi nekoč nepredstavljivo vprašanje. Ali Amerika še vedno potrebuje NATO ali pa ga je že prerasla? Danes bomo razčlenili, kaj bi predsednik dejansko moral storiti, da bi zapustil 75-letno zavezništvo in kaj bi to pomenilo za svetovno varnost, vključno z odnosi med ZDA in Izraelom. Pridružil se nam bo Josh Hammer, avtor knjige Izrael in civilizacija, voditelj oddaje Josh Hammer Show, urednik na posebni nalogi pri Newsweeku in še številnih drugih pravnih ter političnih funkcij. Dobrodošel, Josh. Najlepša hvala, da si z nami. Veselje je moje. Hvala, da si me povabila, Lana. Velika čast. Dobro, preden začnemo, nam oriši situacijo. Vojna je očitno zaostrila napetosti med Trumpovo administracijo in NATO, vendar so bile že prej na poti tudi druge ovire. Trump je letos grozil z uvedbo carin 8 zaveznikom NATO zaradi Grenlandije. Zavezništvo je označil za papirnatega tigra. Dejal je, da so države NATO strahopetci. In v svojem prvem mandatu je prav tako naredil korake k izstopu. To je stara težava. Ali lahko najprej orišete širšo sliko, preden se pogovorimo o tem, kaj se dogaja zdaj in kaj nas čaka v prihodnosti? Ja, poglejte, mislim, da je Donald Trump že zelo dolgo časa dosleden glede vprašanja NATO. Ne pozabimo širšega geopolitičnega konteksta, v katerem se je Trump prvič pojavil v ospredju ameriške nacionalne politične scene. Spomnil se je predsednika, ki je prvič prišel po tistih pozlačenih tekočih stopnicah v Trump Towerju v New Yorku junija 2015, nato pa zmagal na republikanskih predizborih in nato še na splošnih volitvah proti Hillary Clinton naslednje leto. Leto 2016 je bilo isto leto, ko je v Združenem kraljestvu potekal referendum o Brexitu. In dejstvo, da so se ti dve stvari zgodili le približno 4,5–5 mesecev narazen, od junija do novembra 2016, se mi zdi, da ni naključje. To je bila ena doba. To je bil občutek nacionalizma v nasprotju z liberalnim multilateralizmom ali liberalnim multinacionalizmom. In to je bilo nekakšen simbolični konec ali vsaj začetek konca ali vsaj poskus končanja. Če nič drugega, je to obdobje po hladni vojni, obdobje dobrih občutkov, če hočete, globalizma, najbolje povzel, vsaj delno, ta gospodarski svetovalec predsednika Georgea H.W. Busha v Ameriki v zgodnjih 90-ih letih, ki je slavno rekel: računalniški čipi, krompirjevi čipsi, kakšna je razlika? Veste, šlo je za to idejo absolutizma prostotrgovine, vseh teh multinacionalnih organizacij, NATO in NAFTA, odkrito povedano tukaj v Severni Ameriki, ko gre za naše lastne prostotrgovinske dogovore s Kanado in Mehiko in tako naprej. Svetovna trgovinska organizacija, STO, Svetovna zdravstvena organizacija, SZO, to je bil nekako tisti paradigem, ki ga je izval referendum o Brexitu v Združenem kraljestvu. In Donald Trump je zelo intenzivno vodil kampanjo in bil izvoljen na podlagi tega odkrito nacionalističnega slogana MAGA: naredimo Ameriko spet veliko, v nasprotju z nagnjeni tistega, kar je bil v resnici status quo dvostrankarskega globalističnega multinacionalnega elitizma. Tako je to ogrodje NATO, po mojem mnenju, predstavljalo osrednji del politične privlačnosti Donalda Trumpa, njegovega političnega šarma, pravzaprav že od njegovih prvih dni, ko se je resno potegoval za predsednika Združenih držav Amerike. In v svojem prvem mandatu, od leta 2017 do 2021, je sprejel veliko ukrepov, da bi poskušal zagotoviti, da ameriški partnerji v NATO dejansko izpolnjujejo svoj del dogovora. In če pogledate te statistike, odstotek držav članic NATO, ki dosežejo svoj osnovni pogoj iz pogodbe, da za vojaške izdatke namenijo 2% BDP-ja, naj bo jasno, pogodba dejansko predvideva, da bi idealno morali nameniti 5%, ampak če pogledate tiste, ki izpolnjujejo osnovni pogoj, 2% BDP-ja namenjenega za obrambo. Število evropskih držav se je zlasti v prvih 4 letih Donalda Trumpa drastično povečalo, ker je, če nič drugega, vsaj retorično močno pritiskal nanje. Tako da je bil to zagotovo kontekst, mislim, da je Donald Trump lani in še v januarju ter februarju letos zavzel ostrejše stališče do NATO, ko gre za vprašanje Grenlandije. Bil je precej oster do Danske in do NATO nasploh, ko je šlo za Grenlandijo. In vse to se je zgodilo pred trenutno vojno proti Iranu, ki je, mislim, ponovno potisnila NATO v to dvostransko razmerje
in se je izkazala za še en razlog, da je Donald Trump zelo frustriran nad ameriškimi partnerji v NATO. Ampak mislim, da je ključno, kar si moramo zapomniti za namen najinega pogovora. To, da to ni nov pojav. To je pravzaprav bistvo tega, kar pomeni trumpizem, kar predstavlja tukaj v ameriškem političnem kontekstu. Torej se bova poglobili nekoliko globje v to. Nedavno ste napisali kolumno, v kateri ste zelo jedrnato povzeli zgodovino NATO. In mislim, da je vredno to deliti. Ker je britanski general, ki je postal prvi generalni sekretar NATO, to v bistvu povzel tako. Sovjete ven, Američane noter in Nemce pod nadzorom. In poudarjate, da se je svet spremenil. Torej danes, ne leta 1949, ampak danes, kaj bi rekli, da je namen NATO in čemu služi? Nasplošno, zakaj je dober? Ne da bi bili cinični, ampak zakaj je dober? Pravzaprav ne vem, če sem iskren s tabo, Alana, zato sem napisal kolumno, ki sem je napisal, in zato sem javno postavljal pod vprašaj trajne interese Združenih držav kot ne le največjega, ampak dejansko večinskega financerja zaveze kolektivne obrambe po 5. členu, ki je NATO. Torej, pojdimo malo nazaj. Kot si pravilno omenila, je bil NATO ustanovljen leta 1949, le nekaj let po koncu druge svetovne vojne. Na tej točki sta Stalin in Sovjetska zveza že trdno izstopila kot velika civilizacijska grožnja svobodi v sredini in drugi polovici 20. stoletja. In mislim, da je ključno, če povem naravnost, da je bil NATO izjemno uspešen. Dejansko je izpolnil svoj raison d'être, sam razlog za svoj obstoj. In da bo jasno, niso se vsi Američani strinjali, da je bil cilj dobesedno premagati Sovjetsko zvezo. V ameriški zunanji politiki v 60 in 70 letih je potekala cela razprava. Imeli ste Henryja Kissingerja z njegovo politiko détente, potem pa je bil znan Ronald Reagan, ki je rekel, ne, dejansko bomo premagali to zlobno imperijo. In na koncu je prevladala slednja vizija. Vizija Reagana, Thatcherjeve in Janeza Pavla II. In Sovjetska zveza je na koncu izginila v pepel zgodovine. Poglej, Berlinski zid je padel, Alana, v letu, ko sem se rodil, 1989. Pravzaprav nikoli nisem živel. Star sem 37 let in pravzaprav nikoli nisem živel v svetu, kjer bi bila Sovjetska zveza še vedno prisotna. Tehnično gledano se je razpustila v Rusko federacijo leta 1988. Rekla bom, da živiš v svetu, kjer je Rusija grožnja. Seveda. Ampak v osnovi je to povsem drugačna zadeva. In Rusija danes je, kot smo zelo jasno videli v Ukrajini v zadnjih nekaj letih, popoln papirnati tiger. Epsko jim ne uspeva doseči kakršnega koli pomembnega napredka v Ukrajini. Ta vojna je pravzaprav grozna različica Prve svetovne vojne. Vse poteka v slogu jarkov na zahodni fronti, brutalno mrtvilo brez konca na vidiku. Rusija bi v teoriji morala zelo hitro in odločno doseči resnične uspehe v tem konfliktu. Še danes imajo največji jedrski arzenal na svetu, če gledamo zgolj število orožij. To orožje je staro, zarjavelo in ni ravno dobro vzdrževano. Ampak bistvo je, kot je Kamala Harris neslavno rekla v enem izmed svojih zmedenih izjav, Rusija je zelo velika država. In Rusija ima dejansko na voljo veliko orožja, Ukrajina pa je manjša država. In na tej točki bi moralo biti popolnoma boleče očitno, da Rusija ni dobra. Nisem tukaj, da bi kakorkoli zagovarjal Rusijo. Vladimir Putin je nekdo, ki v resnici nikoli ni zares prerasel svojih dni v KGB-ju. In seveda tukaj obstaja določen element na ameriški desnici. In to želim zelo jasno izpostaviti. Med mojimi ameriškimi konservativnimi somišljeniki je zagotovo določen del, ki je odkrito rusofilski, ki dejansko zavzema veliko toplejše, naklonjeno stališče do Moskve v svojih najbolj skrajnih krogih. Celoten krog ljudi okoli Tuckerja Carlsona, takšni ljudje tam. Zdi se, da so globoko pod vplivom Aleksandra Dugina, ki ga pogosto imenujejo za Svengalija Vladimirja Putina, nekakšnega njegovega intelektualnega govorca. To nisem jaz. Nisem tukaj, da bi podajal takšne trditve. Rusija je problematičen akter. Putin je zelo, zelo slab človek. Pravzaprav samo pravim, da Rusija trenutno ni naša največja grožnja. Največja grožnja Ameriki je po mojem mnenju nedvoumno in jasno Kitajska. Rad Kitajsko imenujem za prvo, drugo, tretjo, četrto in peto največjo geopolitično grožnjo Ameriki. So grožnja v prav vsakem pogledu, v katerem je država sploh lahko grožnja. Če dejansko pogledate vse vojaške simulacije, ki jih je izvalo ameriško ministrstvo za obrambo, naši različni najvišji vojaški poveljniki, intelektualci, West Point in vsi ostali, če pogledate vojaške simulacije, ki so jih pripravili v zadnjem desetletju ali dveh, če Kitajska ukrepa proti Tajvanu, Amerika to vojno zmaga le, če se zares odloči boriti približno polovico časa, morda celo manj.
Torej, so ogromna vojaška grožnja. So intelektualna grožnja, svojo pobudo pas in cesta, geopolitična grožnja, gospodarska grožnja, varnostna grožnja. Preko naše celine so poslali vohunski balon. Vohunijo za nami na skoraj vse mogoče načine, od Konfucijevih inštitutov do TikToka in še marsičesa drugega. Torej je kitajska grožnja. Rusija je v bistvu le del poskusa komunistične partije Kitajske, da bi 21. stoletje postalo kitajsko stoletje in ne ameriško stoletje. To nas potem pripelje nazaj k NATO. Je ta organizacija relikt vizije 20. stoletja, kjer so bili Rusi in Sovjeti dejansko grožnja? Ali je to še vedno vredno? Se splača trud, če povem drugače. Iskreno povedano, nisem prepričan, da je odgovor res pritrdilen, ker resnično ne vem, zakaj naj bi NATO sploh stal leta 2026. Je to zgolj nekakšen elitni klub, srečanje za dobro počutje liberalnega internacionalizma? Kaj pravzaprav Amerika dobi od NATO? Mislim, da ima Donald Trump popolnoma prav, da tam postavlja ta vprašanja. In iskreno nisem povsem prepričan, da je katerikoli od naših evropskih partnerjev trenutno res zadovoljivo odgovoril na to vprašanje. Če pustimo ob strani spore glede trenutne vojne, kje pride v poštev sodelovanje NATO v afganistanski vojni? Mislim, NATO je v preteklosti očitno že napotil ljudi. Korejska vojna, na primer, ki se je zgodila le nekaj let po ustanovitvi NATO, je bila v bistvu konflikt NATO. NATO je prav tako zelo pomagal v vojni v Perzijskem zalivu v zgodnjih 90. letih med administracijo Georgea H.W. Busha, pa tudi pri napačnem posredovanju Baracka Obame v Libiji za strmoglavljanje Muammarja Gaddafija. Tudi to je bilo v bistvu posredovanje NATO. Torej je bil NATO v preteklosti zagotovo vpleten, čeprav v manjši meri. Še vedno so Združene države tiste, ki zagotavljajo veliko večino virov, finančnih, vojaških virov, delovne sile in podobno. Res je, da so države NATO občasno sodelovale, vendar je situacija z Iranom nekakšno opozorila, ker so Združene države dejansko izvoznik energije. Dejansko smo eden največjih, če ne celo največji izvoznik nafte in zemeljskega plina na svetu v tem trenutku. To preprosto ne velja za evropske države. Zato je Nemčija dolga leta vztrajala pri plinovodu Severni tok 2 iz Rusije. Pravzaprav je ena največjih ruskih vzvodov moči na evropski celini dejstvo, da je Evropa tako odvisna od Rusije glede naftnih derivatov. In Evropa je dejansko veliko bolj odvisna od surove nafte, ki teče skozi ožino Hormuz, kot Amerika. Pravzaprav ni samo to. Evropa je pravzaprav neposredno v igri, ko gre za iranski program konvencionalnih raket. Pred približno mesecem in pol, 2 mesecema, smo videli, da je Iran poskušal izstreliti rakete na Diego Garcia, skupno ameriško-britansko vojaško bazo, ki je oddaljena približno 2500 milj. Če lahko z raketami zadenejo tarčo oddaljeno 2500 milj, to pomeni, da je velik del evropske celine neposredno ogrožen. Evropejci bi se res morali skrbeti zaradi iranske grožnje. Zdi se, da jih to posebej ne skrbi iz razlogov, o katerih lahko govoriva, če želite. In seveda lahko pojasnite podrobneje. Medtem ko Španija grozi z embargom na orožje in zapiranjem svojega zračnega prostora, mislim, da je Francija naredila nekaj podobnega. Švica je rekla, da bo naredila nekaj podobnega glede zapiranja svojega zračnega prostora. Francija in tako naprej. Ja, torej, poglej, imam različne razloge za ugibanje, zakaj je bila Evropa tako odsotna med to ameriško-izraelsko operacijo proti iranskemu režimu. Nekaj stvari mi takoj pride na misel. Ena stvar je, da je bila Evropa, odkrito povedano, na več načinov osvojena, dobesedno tudi zaradi neomejenih migracij. In prav tako je bila intelektualno osvojena z protizahodnim in na več načinov islamističnim fizičnim prisotnostjo ter islamistično miselnostjo. Mislim, pred nekaj meseci je bila ena slika. Kralj Karel je bil tukaj v Združenih državah z veliko pompa ob tem kraljevem obisku. Pred nekaj meseci je bila ta nadležna, res nadležna slika kralja Karla, ko je šel na Oxford ali Cambridge, ne spomnim se točno katerega, in tam blagoslovil nov islamski študijski center. Mislim, ta človek je dobesedno poglavar cerkve Anglije. Mislim, si lahko predstavljate čas pred nekaj stoletji, kjer bi bili voditelji uveljavljenih cerkva evropskih držav blagoslavljajo širjenje islama v Evropi, namesto da bi se mu uprli, morda celo iz eksistencialnih razlogov. Če gremo nazaj vse do križarskih vojn, do obleganja Dunaja sredi prejšnjega tisočletja in tako naprej. Torej je tam prišlo tako do fizičnega kot tudi intelektualnega osvajanja na teh temeljih. Obstaja tudi popolnoma pomehkužena, šibka, medla in poražena miselnost.
Evropejci so v bistvu samo kup mevž. Evropejci so ljudje, ki so tako zaznamovani zaradi grozovitih vojn, ki so stoletja in stoletja, pravzaprav celo tisočletja, zaznamovale ta kontinent. Da se zdijo popolnoma nepripravljeni ali nesposobni dejansko vzpostaviti vojsko in se pridružiti svojemu domnevnemu zavezniku, Združenim državam Amerike, ko gre za skupno grožnjo, ki je v tem primeru očitno Iran. Tukaj je veliko dejavnikov, vendar niso kos temu. Jasno je, da temu niso kos. In to mi veliko pove, ker ponovno delim vizijo Donalda Trumpa, vizijo, s katero je kandidiral leta 2016, ki je bolj nacionalistična vizija. Za geopolitiko v 21. stoletju, kjer menim, da bodo geopolitični odnosi bolje opredeljeni z dvostranskimi in tristranskimi odnosi, v nasprotju s temi 20, 30, 40 državami v večstranskih zmešnjavah, s temi zastarilimi organizacijami, kot so NATO, Evropska unija in podobno. Iskreno mislim, da so Abrahamovi sporazumi pravzaprav nekakšen vzor za to, kar sem imel v mislih. Točno tako si predstavljam geopolitične odnose v 21. stoletju. Ampak NATO je dinozaver in relikt. In dokler NATO ne pojasni, kaj točno počne, zakaj se zavzema in zakaj bi morali ameriški davkoplačevalci to financirati. Mislim, da ima Donald Trump prav, ko to prizna, retorično obsodi in v idealnem primeru celo razmisli o njegovi popolni odpravi. Povejte mi več o Abrahamovih sporazumih ter o bilateralnih in trilateralnih odnosih, ki bi jih radi videli, da jih Združene države oblikujejo. Napisali ste, da je odnos med ZDA in Izraelom pravzaprav vzoren primer. Bilo bi odlično, če bi to lahko še malo razširili. In s katerimi državami bi si želeli, da bi se ti odnosi vzpostavili? Dejansko sem bil septembra lani na Kapitolu, kjer sem se srečal z ameriškim senatorjem. Senat je zahteval srečanje in prišli smo tja. Njegovega imena ne bom omenil. Srečanje je bilo neuradno. In v bistvu me je vprašal, rekel je: Josh, prebral sem tvojo knjigo, strinjam se s tvojimi argumenti, kako naj prepričam svoje kolege, ki so morda nekoliko bolj skeptični, ko poslušajo vse te Tuckerje in Candize in vse te neumnosti. Ne da bi bili te ljudje priljubljeni v senatu, ampak razumete, kaj hočem povedati. Rekel mi je: kako naj grem tja in zagovarjam, da je Izrael zaveznik Združenih držav? In rekel sem: senator, tukaj je hiter in preprost test, zelo hitra metoda, da ugotovite, ali je država zaveznik Združenih držav Amerike ali ne. In kar sem rekel, in kar bom zdaj ponovil, je, da sem rekel, da je zaveznik Združenih držav pravzaprav zaveznik katerekoli države na splošno, ampak ostanimo pri tem trenutnem okviru. Zaveznik Združenih držav je država, ki ko deluje v svojem lastnem nacionalnem interesu, s tem kot sekundarni ali terciarni dejavnik dodatno krepi in podpira tudi nacionalni interes Združenih držav. In mislim, da je že po tem merilu Izrael vzorčni zaveznik. Ker če pogledate različne sovražnike Izraela tam na Bližnjem vzhodu in s kom se vsakodnevno borijo, naj bo to Hamas, Hezbollah, PLO, seveda iranski režim sam, Hutiji, to so v bistvu vse strani ameriškega zunanjega ministrstva priznane tuje teroristične organizacije ali pa nekaj zelo, zelo podobnega temu. Tako da Izrael, ko deluje v svoji lastni obrambi, dejansko pomaga ameriškim nacionalnim interesom. In obstajajo različni načini, kako to, prikazati na zelo konkretnih empiričnih primerih. Eden mojih najljubših primerov, seveda, je trenutni konflikt zgovoren primer. In zato imamo našega sekretarja za vojno, Peta Hegseta, in našega predsednika Združenega štaba, Dana Ricea in Kaina, ki so res zelo, zelo pohvalili Izraelce. Hegseth je večkrat omenjal izraelske letalske sile kot ene izmed 3 najboljših letalskih sil na svetu, skupaj z ameriškimi letalskimi silami in mornarico Združenih držav, ter večkrat označil Izrael kot multiplikator sil. Tako da trenutni konflikt res jasno potrjuje moje stališče, mislim, da zelo eksplicitno. Ampak da dam še en bolj nedaven primer, pogosto se sklicujem na leto 2024. Tako je, leta 2024, ko se je vojna po 7. oktobru resno razširila in zajela tudi severno fronto v Izraelu s Hezbolahom v Libanonu, kar je na koncu seveda pripeljalo do čudovite in že dolgo pričakovane smrti Hasana Nasrala. Tako da na poti do Hasana Nasrala, ko je Izrael izvajal nekakšno maščevanje v slogu Michaela Corleoneja nad 5 družinami, so v bistvu odstranili celotno vodstvo in organizacijski vrh Hezbolaha. In 2 posameznika, ki jo je Izrael odstranil, za katera menim, da jo ameriški mediji takrat niso ustrezno cenili, sta bila moška, Hezbolahova džihadista, in sicer po imenu Fuad Yakor in Ibrahim Akil.
Zdaj, veliko ljudi, ki so globoko v protidžihadističnih krogih, verjetno pozna ta imena. Večina ljudi jih verjetno ne pozna. Fuad Yakur in Ibrahim Akil sta bila glavna načrtovalca grozodejstva v ameriški marinski vojašnici leta 1983, v katerem je bilo ubitih 241 marincev s strani Hezbolaha. To je bil Fuad Shakur, nato pa je bil Ibrahim Akil glavni načrtovalec bombnega napada na ameriško veleposlaništvo v Bejrutu v Libanonu istega leta. Za tistima dvima moškima je ameriško zunanje ministrstvo razpisalo nagrado, ki je 41 let znašala 5 oziroma 7 milijonov dolarjev. In nič se ni zgodilo, dokler ju Izrael ni odstranil. Torej, če se vrnem k svojemu testu, kaj je zaveznik? Če država deluje v svojem lastnem nacionalnem interesu, je ameriški nacionalni interes okrepljen kot sekundarni ali terciarni dejavnik. Težko bi si zamislil bolj jasen primer od tega. Ali se ta pristop dejansko izogiba zavezništvu, ki temelji na vrednotah, kar je bolj običajen način razmišljanja v zadnjih letih? Ja, v zadnjih desetletjih. Da, in to je pravzaprav bistvo, saj v ameriškem političnem diskurzu trenutno praktično ni zanimanja za zunanjo politiko, ki temelji na vrednotah. To je nekoliko zastarel način razmišljanja v zunanji politiki. Danes ga verjetno bolj pripisujejo ameriški levici kot ameriški desnici. Na primer, neuspešen poseg Baracka Obame v Libiji leta 2011 za strmoglavljenje Muammerja Gaddafija je temeljil na mednarodni doktrini odgovornosti zaščititi, ki jo zagovarja Samantha Power, kar je teorija liberalnega humanitarizma, ki je povzročila, da je Libija še danes, 15 let kasneje, prizorišče ogromne džihadistične državljanske vojne. Tako jaz ne razmišljam o zunanji politiki. Sam sem bolj trd realist. Moja zunanja politika temelji, bi rekel, navdih jemlje pri Johnu Quincyju Adamsu, sinu Johna Adamsa, ki je, preden je postal 6. predsednik države, imel zelo znan govor, ko je bil državni sekretar pri Jamesu Monroe leta 1821. In slavno je rekel, povzemam zelo natančno, slavno je rekel, da Amerika ne hodi v tujino iskat pošasti, ki bi jih uničila. Svetu želimo svobodo, vendar smo jamci le za svojo lastno. To je zelo drugačen način razmišljanja o vlogi Amerike v svetu in o ameriških odgovornostih z moralnega vidika. Zelo drugačna vloga kot recimo agenda svobode Georgea V. Busha, kjer je v Bushovem drugem inauguracijskem govoru januarja 2005 slavno rekel, da Amerika obstaja zato, da širi svobodo, po potrebi tudi silo po vsem svetu. Zame je to neverjetno arogantno. To je popolno nasprotje ponižnosti, ki je postala bistvo Birkenovega konzervativizma. In mislim, da to, odkrito povedano, ni vloga Amerike, to je preprosto bistvo, jasno in enostavno. Ampak Amerika je velesila, imamo interese po svetu. Z viri je treba gospodariti, ti so omejeni. In da se vrnem k temu, kar sem prej govoril, Kitajska je daleč naša največja grožnja. To pa potem odpira še dodatno vprašanje, ki je naslednje. Če so Združene države in bi morale biti tako izrazito osredotočene na Kitajsko in bi rekel na Indo-Pacifik na splošno. V tem 21. stoletju se potem postavi vprašanje, kako lahko Amerika, ker smo spet velesila in imamo interese po vsem svetu, kako lahko potem najbolje zaščitimo, zavarujemo, branimo in uveljavljamo svoje interese v vseh drugih regijah. Odgovor, da se vrnem k tvojemu vprašanju, Alana, je v bilateralnih in manjših multilateralnih zavezništvih, tako kot Ibrahimovi sporazumi. Ibrahimovi sporazumi so v bistvu pakt za stabilizacijo Bližnjega vzhoda, pri katerem Amerika uporablja svoj vpliv kot velesila. Da združi nekatere države, Izrael in nekatere bolj zmerne neislamistične arabske države, na način, ki koristi ameriškim nacionalnim interesom, saj to zavezništvo obstaja zato, da poskuša zadržati iranski režim. Mimogrede, pričakujem, da se bodo sporazumi po tej trenutni vojni samo še okrepili. Zdaj so Savdici, celo Katarci, vsi ti akterji, vse te države, zdaj zelo jasno videli, kaj Iran je in koga tam predstavlja. Ampak ideja tukaj je v bistvu predati štafeto tem ključnim temeljnim zaveznikom, ki se srečujejo. Moj zaveznik heuristik, moj zaveznik TES, ki lahko potem patruljirata po teh regijah na način, ki koristi ameriškim interesom. Da se lahko Amerika potem nesorazmerno osredotoči na svojo lastno eksistenčno grožnjo, ki je Kitajska komunistična partija. Umik iz NATO ni preprosta stvar. Pravzaprav mislim, da je to edina pogodba, za katero ameriški zakon določa poseben postopek. Za umik ZDA bi bilo potrebno zakon, ki ga sprejme kongres ali odobritev 2/3 senata. Bela hiša ima drugačno mnenje o zakonu. Bela hiša ima nekaj, kar bi to omogočilo. Je veliko bolj dopuščajoče.
Ne vem, kako bi sodišča to obravnavala, če bi se to zgodilo. Ali je to v resnici praktično mogoče, po ameriški zakonodaji, glede na politično situacijo, da bi ZDA lahko izstopile iz NATO? Nisem strokovnjak za mednarodno pravo. Iskreno povedano, ne poznam celotne zgodovine, kako so ZDA izstopale iz pogodb, h katerim so se zavezale. Običajen pristop je vsekakor ta, da velja po ameriškem ustavnem pravu, da lahko nekaj razveljaviš le na način, kot je bilo prvotno sprejeto. Zelo jasen primer tega je bila prohibicija. Prohibicija je bila v ameriško ustavo uvedena z 18. amandmajem. Znano je, da je bil za razveljavitev 18. amandmaja potreben 21. amandma. Torej, splošna ideja je, da nekaj sprejmejo z zakonom. Za razveljavitev je potreben zakon. Če je nekaj sprejeto z izvršnim ukazom, je za razveljavitev potreben izvršni ukaz. Torej, po isti logiki bi v teoriji moralo biti smiselno, da za izstop iz pogodbenih obveznosti, ki jih ratificira 2/3 senata, dejansko ne bi potrebovali istih 2/3 senata, da bi izstopili iz tega. Ob tem pa moram povedati, da nisem seznanjen z tistim, kar bi lahko imenovali drobni tisk, če tako rečem, v pogodbi NATO. Nisem povsem prepričan, kako bi to dejansko izgledalo, kar zadeva predsednikove poskuse, da bi to storil enostransko. Vsaj menim, da če NATO ne odgovori dovolj na zelo pereča in, po mojem mnenju, preventivna vprašanja, ki jih postavljata predsednik Združenih držav in Marco Rubio, državni sekretar, ter drugim, ki se, če poenostavim, glasi: kakšen je vaš namen? Dobesedno, zakaj ste tukaj? Utemeljite nam to. Mi smo tisti, ki vse to financiramo, Amerika. Mi financiramo celoten ta projekt tam. Mi zagotavljamo, da Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo, Italija in vse te druge države tam ne bodo soočene z eksistencialno grožnjo iz Rusije, Irana, Kitajske ali kogarkoli drugega tam. Kaj točno imamo mi od tega? Če nam niti ne boste pomagali v vojaški operaciji, ki ima, kot sem že prej razložil, veliko bolj drastične posledice, tako z vidika energije kot varnosti za Evropejce in Američane tam. Kaj točno imamo mi od tega? Zato je treba to vprašanje nenehno postavljati. Dobra novica je, da Mark Rutte, ki je generalni sekretar NATO, Nizozemec, trenutno izraža nekakšen pro-trumpovski ton. Zdaj osebno temu ne verjamem, mislim, da ni posebej pristno. Mislim, da je Mark Rutte človek, ki v bistvu samo poskuša rešiti NATO, tako da skuša ugoditi glavnemu v Beli hiši. Tako da nisem povsem prepričan, da je to iskreno rešljiva situacija. Vem pa, da Trump in Rubio ter ostali postavljajo vsa prava vprašanja. Ampak poslušajte, če bo res šlo za res in ne bo nobenih opaznih izboljšav, ali pa bo šlo celo še slabše, če sploh ne bodo poskušali odgovoriti na ta vprašanja ali izboljšati svojega izdatka za obrambo kot delež BDP-ja. Če se ta problem preprosto prestavlja v prihodnost in bomo še vedno postavljali to vprašanje, še vedno imeli ta pogovor čez leto ali dve, potem ja, mislim, da je poskus izstopa iz NATO preudarna ideja. Ne morem obljubiti, kako bi se to izšlo ali bi to zdržalo na sodiščih. Ponovno se mi zdi, da je dvotretjinska večina v ameriškem senatu veliko bolj zaželena, če povem tako. Morda obstaja ali pa ne obstaja kakšna izvršna rešitev. Nisem pa vsem prepričan, da obstaja, ampak morda je... Ampak razen tega, ne vem, če bi sodstvo sodišča tukaj to nujno podprla. Ampak če se to lahko tako daleč premakne naprej, mislim, da je vredno poskusiti, če nič drugega. In verjetno obstajajo tudi načini, kako to narediti, ki ne vključujejo uradnega izstopa iz NATO. Točno tako. Bolj kot umik vojakov ali ukinitev financiranja. Točno tako. Ja. Torej, če bi se to zgodilo, kar nekako obide kar nekako obide pravne ovire potencialno. Kakšno sporočilo misliš, da to pošlje našim glavnim sovražnikom? Zveniš, kot da bi Kitajska videla, da Američani preusmerjajo svojo energijo na način, ki jih naredi za bolj nevarnega tekmeca. Ampak se sprašujem, ali bi to izgledalo tako, kot da dejansko opuščamo niz načel, ki smo jih dolgo zagovarjali, in zapuščamo države, s katerimi smo bili dolgo, pogosto zelo dolgo, v plodnem zavezništvu. Ali ni slabih posledic, če se umaknemo? Lahko bi trdili tako. Spet bi rekel, da je to nekoliko zastarela miselnost iz 90-ih ali 2000-ih. Miselnost nekakšne nedvoumne ameriške prevlade na svetovnem odru. To je umrlo.
Ne živimo več v enopolarnem obdobju neomejene ameriške prevlade na svetovnem odru. Zdaj smo se vrnili v multipolarno obdobje. Isto multipolarno obdobje, ki je po mojem mnenju zaznamovalo velik del 20. stoletja. Najprej z vzponom fašizma in nato z vzponom komunizma. Zdaj znova vidimo vzpon Kitajske in njihovo razširjeno sfero vpliva, ki jo oblikujejo njihove hegemonistične vojaške ambicije, njihova pobuda pas in cesta in tako naprej. Torej smo se vrnili v multipolarno obdobje. In očitna posledica tega, še posebej za državo, kot so Združene države Amerike, ki imajo desetine bilijonov dolarjev dolga, je, da preprosto ne moremo biti garant za obrambo celotnega sveta. Torej, ali bi lahko Xi Jinping, politbiro in ljudska osvobodilna vojska v Pekingu teoretično pogledali na to in rekli: o moj bog, Amerika stoji za svojimi starimi zavezami? V redu. Iskreno, mene to ne zanima. Res mi je vseeno. Res me ne zanima, kako bi oni gledali na takšno potezo, dokler bi bila ta poteza narejena iz pravih razlogov, usmerjena k pravim ciljem in razložena približno tako, kot sem jo razložil tukaj. To je vse, kar šteje. Ampak iskreno, Alana, najpomembnejša stvar, ko gre za Kitajsko in ko poskušamo Kitajsko spraviti v defenzivo, ko poskušamo Kitajsko prepričati, da je Amerika tukaj, da misli resno in da nameravamo še v dogledni prihodnosti tepti nasprotnike, najboljši način, da Kitajsko spravimo v tak položaj, je, da Amerika dejansko pokaže svojo moč. In da dam zelo preprost primer. V prvem, pozabil sem točno število dni, ampak v prvem tednu in pol, morda celo 2 tednih trenutne vojne proti Iranu, ni bilo nobenih prijavljenih poletov ljudske osvobodilne vojske Kitajske nikjer blizu Tajvana. Morda le tik ob kitajski obali, a nikjer v tajvanski polovici tajvanske ožine. Tam je vladalo popolno zatišje. In to je bil prvi premor v kitajskem vojaškem udejstvovanju v smislu obkrožanja Tajvana po dolgih letih. In mislim, da je veliko opazovalcev Kitajske to opazilo, si zapomnilo in reklo, to ima smisel, ker Kitajska zdaj vidi, da ta predsednik in ta država mislita resno. Torej, na koncu Donald Trump misli resno. To smo videli ne samo pri Iranu, to smo videli tudi pri Nicolasu Maduru v Venezueli, to smo videli tudi v drugih primerih in na drugih področjih. Vsi napadi na narkoteroriste in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Ta predsednik očitno resno misli to, kar govori. Torej, če bi resnično poskušal izstopiti iz NATO, mislim, da bi naši zavezniki razumeli sporočilo. Bi Kitajska razumela sporočilo? Ne vem. Težko rečem, če sem iskren z vami. Ampak spet, v resnici mi ni mar, ker ta predsednik misli resno. In če bi se odločil osredotočiti na Kitajsko, tako da bi poskušal preusmeriti vire iz Evrope v Indo-Pacifiško regijo, mislim, da bi bila to zelo preudarna in že dolgo potrebna poteza. V redu. Zadnje vprašanje, ki je povezano z Izraelom. Izrael sodeluje v dialogski skupini, ki je povezana z NATO-om. Ima tudi svojega predstavnika, ki ga pošilja k NATO. To se v veliki meri nanaša na izmenjavo obveščevalnih podatkov in boj proti terorizmu. Izrael je ena od 7 držav, ki to počnejo. Očitno je odnos z različnimi evropskimi državami trenutno zapleten, kot smo včasih rekli, ko je bil Facebook res nekaj posebnega. Po eni strani so tisti, ki so grozili z embargi in bojkotom. In spet tisti, ki pri tej vojni niso pomagali. In po drugi strani so v Evropi še vedno veliki trgovinski partnerji in dobavitelji orožja. Ali menite, da ZDA zmanjševanje svojega vpliva v NATO na nek način bi prav tako vplivalo na Izraelov odnos s to organizacijo? Verjetno, ker se na Izrael gleda kot na državo, ki je zelo blizu Združenim državam Amerike, kar je po mojem mnenju precej res. Glede na to, kar smo videli v vojni z Iranom v zadnjih nekaj mesecih, sta ti 2 državi v bistvu delovali usklajeno. Kot da nobeni 2 nacionalni suvereni vojski nista delovali tako usklajeno, verjetno, vse od 2. svetovne vojne. Mislim, vsaj desetletja, če ne še dlje nazaj. Torej, glede na to, kako tesno sta povezani Združene države Amerike in Izrael, lahko vidim možen posreden učinek tudi na odnose Izraela z Evropejci. Mislim, moje sporočilo mojim izraelskim prijateljem, kot si ti, Alana, bi bilo, koga sploh briga. Resno, koga sploh briga. Evropejci niso ravno največji oboževalci in prijatelji Izraela že od začetka. Da bo jasno, obstajajo nekatera področja, kjer se to nekoliko spreminja, seveda. Trenutni nemški kancler je izrekel veliko pravih stvari, saj islamska invazija v Nemčiji še naprej napreduje. In vidimo vse mogoče grozljive primere antisemitizma v Nemčiji, vendar so tudi nekateri pozitivni znaki. Obstajajo obetavni znaki tam.
Ampak iskreno se mi zdi, da ni vredno, da bi Izrael sploh posvečal pozornost morebitnim odnosom z NATO-om. Mislim, da bi bilo za Izrael veliko bolje, če bi se osredotočil prav na takšne dvostranske in tristranske zveze, o kateri smo govorili v tej oddaji. Omenili ste sredozemski dialog. Izrael je vključen v vse mogoče tovrstne pobude, tudi v nekatere plinske konzorcije z državami kot sta Grčija in Ciper. To so vrste ciljno usmerjenih gospodarskih, vojaških in geopolitičnih zavezništev. Ponovno, Abrahamovi sporazumi v iranskem kontekstu, to so stvari, za katere mislim, da bodo resnično krojile dogajanje, ko gre za zunanje odnose in geopolitiko v 21. stoletju tam. Ampak NATO je nekakšen dinozaver. In iskreno, mislim, da bi bila vsa ta zadnja razprava verjetno nekoliko brezpredmetna. Ker če bi se Amerika dejansko umaknila iz NATO, težko verjamem, da bi NATO sploh obstajal. Mislim, da bi bil to verjetno konec ene tej. In zato Izrael verjetno ne bi imel ničesar, zaradi česar bi ga moralo skrbeti, če sem iskren. Zaključi oddajo. Vem, da imaš zelo natrpan urnik, zato res cenim, da si danes prišla. Veselim se najnega ponovnega pogovora in o nekaterih od teh stvarih se lahko pogovoriva zasebno. Alana, zelo se tega veselim. Hvala.